V Medvoški knjižnici je skoraj 2-letnim zamikom potekalo predavanje lutkovne animatorke Sonje Kononenko. Predstavila je svoje iskanje ukrajinskih korenin, pri tem je pomagalo Slovensko-ukrajinsko kulturno društvo Ljubljana Kijev, ki je bilo tudi organizator omenjenega večera. Po nekem nenavadnem naključju je predavanje potekalo ravno slab mesec po začetku vojne na ukrajinskih tleh. Po venah Sonje Kononenko se pretaka slovenska, hrvaška, italijanska in ukrajinska kri in prav zaradi slednje je bil večer poln emocij. Predavanje pa se je zaključilo še z ogledom razstavljenih predmetov in knjig, dodana je bila tudi dobrodelna nota. V podporo ukrajinskemu narodu se je Sonja Kononenko pretekli teden predstavila v Medvoški knjižnici. Je igralka, animatorka Lutkovnega gledališča Ljubljana. V zrelih letih se je močno odprla tudi pot do ukrajinskih korenin, katerih priimek s ponosom nosi še danes. Pri tem je pomagalo Slovensko-ukrajinsko kulturno društvo Ljubljana Kijev. Z njim je pred leti začela aktivno sodelovati in spoznavati svoje ukrajinske korenine. Tale večer bi moral biti že 2 leti nazaj speljan, žal je korona vse skupaj ustavila, ampak glede na to situacijo, kakršna je, trenutno smo se odločili, da jo speljemo zdaj. V bistvu bom predstavila svojo osebno zgodbo, kako sem našla korenine svojega dedka v Ukrajini in našla tudi en košček sebe. Njen dedek Aleksej Kononenko se je leta 1926 poročil v Ljubljani. Nikoli ga ni spoznala, vendar je po naključju našla njegov rojstni list. Zanimiva zgodba je dobila epilog, ko je Kononenkova pisala županu Belopolja, dedkovega rojstnega kraja. Ta se je kot zavzeti zgodovinar poglobil v raziskovanje in prišel do presenetljivih ugotovitev. Njen rod Kononenko je veliko naredil za mesto, gradili so celo izobraževalne ustanove, med njimi tudi osnovno in glasbeno šolo. Kononenko je kraj obiskala z veliko mero spoštovanja. Z obiskom Ukrajine je še bolj močno začutila ukrajinsko kri, ki se pretaka po njenih žilah. In kaj pa je tisto ukrajinskega, kar se najbolj izraža pri vas, ko ste raziskovali, kaj bi rekli, da je tisti... Barve, ki jih imam rada. Barve in pa vzorci. Saj vidite, danes sem se tudi malo tako oblekla sicer, od nekdaj sem se spraševala, odkot te moje barve, odkot ta neka moja drugačnost v meni, v tem okolju, kjer živim. In pa Ukrajince držijo te, bom rekla, te vzorci po koncu. Te njihovi narodni vzorci in pa pesem. Tudi njen dedek je bil glasbenik in nastopal je kot ulični nastopač. Po prihodu v Slovenijo pa je pretrgal vse vezi z Ukrajino, ki jih je njegova vnukinja z veseljem odkrivala in obnovila. Spoznala je svoj daljni rod in na ta način srečala košček sebe, ki je bil vedno prisoten, a ni vedela odkot. Tako je Ukrajina postala tudi njena dežela. Vojna, ki danes divja na ukrajinskih tleh, pa se jo je močno dotaknila. Moram reči, da je 2 tedna, kar sem se pripravljala na tole, izjokala sem že, upam, vse solze. Je pa današnji večer tudi z dobrodelno noto? Ja, seveda. Ukrajinsko društvo je pripravilo tudi knjige, ki jih lahko kupijo, zlasti ukrajinsko kuhinjo, pesmi, ukrajinske pesmi, ki so seveda prevedene tudi v slovenščino. Poleg knjig pa so obiskovalci lahko videli tudi številne predmete, ki jih je Kononenkova prinesla iz svojih potovanj po Ukrajini.